Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že več kot desetletje pripravlja različne likovne izobraževalne vsebine za otroke, mladino in odrasle. V zadnjem obdobju sta se v območni izpostavi Novo mesto prav pri odraslih izoblikovali dve skupini. Prva, ki jo zanimajo grafične tehnike, in druga, ki ustvarjalne zmožnosti razvija znotraj različnih slikarskih tehnik. Pred leti so na ogled že postavili dela prve skupine. Tokrat pa se bo javnosti prvič predstavila skupina, ki se je preizkusila v slikanju človeške figure, Akta. Gre za razstavo amaterskih slikarjev. Neko obdobje, mislim, da je bilo 4-kratno obdobje likovnega dela, pravzaprav so to začetniki in zdaj ugotavljamo, da slike so to kvalitetne, da jih lahko celo razstavimo. Vsekakor je pač ta današnja oziroma nocojšnja otvoritev, odprtje slikarske razstave Aktov en poseben dan, dogodek za nas, za naš sklad, za našo območno izpostavo, saj v bistvu izpostava predvsem z razstavno dejavnostjo ne vstopa tako pogosto v novomeški prostor ali širše. Pri likovnih delavnicah, ki jih pač naš sklad organizira, sta se nekako v zadnjem obdobju izoblikovali dve zelo močni skupini. Na eni strani imamo skupino mladih in odraslih, ki se preizkušajo v grafičnih tehnikah, na drugi strani pa imamo skupino, ki je pa nekako bolj dovzetna za te slikarske tehnike. In zakaj ravno Akt? Mislim, izziv je bil Akt pravzaprav zahteven, ne. Mi smo rekli, Akt je težka tehnika, ne da se v bistvu nič zablefirati, v pokrajini se da morda še neki zavit levo ali desno, pri Aktu gre pa za neko eksaktno likovno znanje in smo dobili Akt iz likovne akademije in smo potem štartali na to temo, ki je sicer težka, ampak tudi zelo, imam občutek, dobra. Glede na to, da je šlo za skupino slikarjev brez predhodne umetnostne izobrazbe in prakse, je sama kakovost del na zavidljivo visoki ravni. Moram reči, da sem zdaj, ki je postavljena razstava, presenečen. In se mi zdi, da je prav, da smo to zadevo tukaj postavili v kulturnem centru preko Javnega sklada za kulturne dejavnosti, da bo na ogled Novomeščanom in se bojo mogoče kasneje tudi še drugi vključili te programe njihove. Zadnje 2 leti je ustvarjala ena zelo uspešna skupina 9 ustvarjalcev, ki se pač nocoj predstavljajo in vsekakor se pač teh njihovih uspehov zelo veselimo. Praznik pa predvsem zaradi tega, ker smo zadovoljni z rezultatom, delo je bilo dobro opravljeno, predvsem pa z razstavo vstopamo zdaj v eno serijo otvoritev te razstave, namreč razstavo bomo v mesecu oktobra selili v Črnomelj, v Cerkev Svetega Duha, konec oktobra. Konec meseca decembra pa jo selimo v Maribor. Obe razstavi nekako sodita v sklop projekta Harmonije, torej EPK, partnerska mesta, leto 2012. Sicer pa je bilo vzdušje na delavnicah tisto pravo ustvarjalno. Mi smo pravzaprav začeli z osnovno risbo, to se vidi tudi na enem delu te razstave, torej obvladanje risbe, črte, torej prostorska risba, Akt v prostoru, potem pa kasneje pa barvo in smo pestri v tem in prav prepričljivi, moram reči, in celo kar dobri. Malo so med sabo v bistvu malo so komunicirali, seveda je bilo tle veliko negotovosti, pa mentor je pa stal zraven in jim celo pomagal pri določenih okončinah, verjetno rokah, nogah in tako naprej. Tle nastane največje težave, treba je osvojiti, poenostavljati in se mi zdi, da jim je to kar nekako uspelo. Razstava Akt bo v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdinje na ogled do konca septembra. Člani skupine pa imajo v mislih že svoj naslednji projekt. Ja, zdaj v bistvu je želja, da gremo pravzaprav na eno bolj modernistično obdobje, štartamo z naslednjo delavnico, tako zvani Informel, gre za eno sodobno moderno slikarstvo in to so novi izzivi, gremo v barve, gremo v črte, gremo v kompozicije in to je potem zdaj to. Mi gremo sicer naprej, Akt smo zdaj v tem trenutku zaključili, začenjamo z Informelom.